začetku bi vam pokazal kar oddaleč novo knjigo, ki sem jo izdal, Pravičnost o ljubezni v prerokih in psalmih. Torej, kot vidite, gre za temo letošnjega pastoralnega leta in sicer povezano s Svetim pismom. Podobna je tudi nocojšnja tema tukaj. Torej, Svetopismo, pravičnost, povzdignjena v ljubezen. Pravičnost povzdignjena v ljubezen. Zakaj tak naslov? Zato, ker ne mislijo vsi, ki govorijo o pravičnosti, da bi morala biti pravičnost ljubezen. V Svetem pismu je pa to vsekakor, še posebej v Novi zavezi. Vendar pozitiven odnos do pravičnosti se začne že v grški filozofiji. Zato torej velikokrat govorimo, da evropska kultura izvira iz grške filozofije in krščanstva. No in tudi na področju gledanja na pravičnost smo povezani. Prav je torej, da se načelno vprašamo, kaj je pravičnost. Navadno pri tej besedi najprej pomislimo na menjalno pravičnost. Ti meni, jaz tebi. Pravne fakultete imajo zato v svojem emblemu narisano tehtnico, na kateri sta skodelici popolnoma izravnani. Toda grozljivo je, da ta menjalna izravnava lahko privede celo do pravega sovraštva. Zob za zob, oko za oko. Tudi v Stari zavezi se je to zgodilo in Jezus to omenja in obsoja. Kaj je torej pravičnost? Pravičnost se ne sme pajdašiti z nobenim zlom. Pravičnost je krepost. Poznamo 4 glavne ali kardinalne kreposti. To so modrost, pravičnost, srčnost, zmernost. Torej, srčnost rečemo pogumu. Če rečemo samo pogum, ne zveni to tako povezano z ljubeznijo, kakor če rečemo srčnost. Torej je pravičnost ena od 4 glavnih kreposti. Grški dramatik Aeschyles, ki je živel pred Platonom, že pozna vse 4 kardinalne kreposti. Platon se je rodil 428 pred Kristusom, umrl 348 pred Kristusom. Platon je odprl pot 4 kardinalnim krepostim v evropsko in svetovno kulturo. Torej 4 stoletja pred Kristusom je Platon to naredil. Porabil jih je kot del ogrodja za zgradbo njegove knjige o državi. Platonova definicija pravičnosti se glasi: pravičnost je v tem, da vsak stan vestno opravlja svojo poklicno dolžnost, ne posega na področja drugih in jim ne krati njihovih pravic. Pravičnost mora biti usklajena z ostalimi 3 glavnimi krepostmi. Torej, naj omenim še grške besede. Pravičnost se po grško imenuje
dikiosine, modrost Sofija, pogum Andreja, zmernost Sofrosine. Torej, vsem Zofkam pa Andrejem lahko poveste, kakšna lepa imena imajo. Človek je pravičen do sebe in do drugih, če v njem delujejo ostale tri glavne kreposti. Po Platonu so vsi nosilci grške kulture sprejeli modrost, pravičnost, srčnost, zmernost kot glavne kreposti. Torej, znotraj poganstva so ti grški filozofi ustvarili to filozofijo, ki je kakor podobna evangeliju. Veliki grški filozofi s Platonom na čelu so presegli grško poganstvo in po poti filozofije prišli do spoznanja, da je Bog eden, da ima človek neumrljivo dušo in da skozi smrt pridemo v večno življenje. Zato so prvi kristjani v njihovih nazorih videli sorodnost v veri. Grški cerkveni očetje so njihove nauke sprejeli in povezali s krščanskim naukom. Na zahod Evrope jih je prenesel sveti Ambrozij, to je bil milanski škof v 4. stoletju, ki je bil znanec prvega znanega škofa v Ljubljani, takratni Emoni, svetega Maksima. Ko je bil kardinal torej ta znani biblicist, milanski kardinal, v Ljubljani na obisku je to posebej povedal med svojo pridigo, da sta bila sveti Ambrozij in sveti Maksim, mučenec, prvi znani škof in mučenec v našem mestu, da sta bila znanca, sodelovala na istem cerkvenem zboru v Ogleju. Sveti Avguštin je zapisal naslednjo definicijo kreposti. Krepost je dobra kvaliteta duše, ki nas usposablja, da pravilno živimo in je nemogoče uporabiti za kaj slabega. Sveti Tomaž Akvinski v 13. stoletju pa pravi, da je krepost dobra navada in je človekova dobra kvaliteta duše. Krepost nas nikoli ne zapelje v kaj slabega. 4 glavne ali kardinalne kreposti so moralne kreposti. Pravičnost je torej moralna krepost, ki daje vsakemu to, kar mu gre, uči sveti Tomaž Akvinski. No, torej iz tega zdaj vidimo, da že ta začetek razpravljanja o pravičnosti v grški filozofiji že kaže, da se pravičnost ni vsestransko razvijala kot nekaj dobrega, ampak, da, kot sem že omenil, kot menjalna pravičnost, kot zob za zob, oko za oko. Vemo, kot sem že omenil, da se je razvijala v slabo smer in da je tudi Jezus to smer obsodil. Ali je Bog pravičen? To vprašanje se v Stari zavezi zastavlja prerok Malahija. Njegovo ime pomeni poslanec in je zadnji od 12 malih prerokov. Deloval je med leti 480 in 460 pred Kristusom. Po vrnitvi iz babilonske sužnosti so Izraelci znova sezidali porušen tempelj in obnovili v njem bogoslužje. Prerok
ljudi poučuje, da jih Bog ljubi. Svoje ljudstvo je Bog izvolil za ston. Ljubim vas, govori Gospod. Čeprav so bili ob vrnitvi iz babilonskega izgnanstva presunjeni od Božje ljubezni, s katero je Bog navdihnil poganskega asirskega kralja Kira II., ki je premagal Babilonce in osvobodil vse podjarmljene narode, ki so jih Babilonci zasužnili in jih pripeljali na svoja širna polja kot sužne, da so jim obdelovali ta polja. Torej, ta asirski kralj, ko je premagal Babilonce, je vse te sužne osvobodil, tako tudi Jude, in jim rekel, naj grejo domov v Palestino. Naj popravijo svoje glavno mesto Jeruzalem in naj si sezidajo svoj tempelj, ki so ga jim Babilonci razrušili 70 let prej. Torej, to so Izraelci doživeli kot živi čudež, da jim en poganski kralj, da jih osvobodi in pošlje domov in jim celo pomaga zgraditi tempelj. Torej, pomagal jim je obnoviti mesto Jeruzalem kot prestolnico in zgraditi tempelj. To je tako presenetilo Jude, da so v tem poganskem kralju videli Božjega poslanca. Torej, seveda, če gledamo v celoti, da je on kar vse tiste podjarmljene narode na ta način osvobodil kot Jude, vidimo, da je ta pogan delal v duhu ljubezni. Da je Bog dejansko njega uporabil za nekaj velikega, za eno veliko delo ljubezni. To je nekaj nezaslišanega v svetovni zgodovini, da bi en tak mogočen kralj, mogočen vladar naredil eno takšno dobroto podjarmljenim narodom, zasužnjenim. No, in celo pomagal jim obnoviti domovino. Torej, zdaj to, kar pa prerok Malahija vidi, da je treba na glas pregovoriti zoper Jude, da so na to Božjo dobroto pozabili, da so pozabili na hvaležnost Bogu in so znova zapadli v mnoge medsebojne krivičnosti. Prerok Malahija skuša prebuditi svoje rojake k zavesti, da je tempelj znamenje Božje navzočnosti med ljudstvom in da je treba v templju videti eno največjih vrednot naroda. V templju bo navzoč odrešenik, ki ga bo ljudstvo našlo in po katerem stoletja in stoletja hrepeni. Odrešenik prihaja, vprašanje pa je, kdo je zmožen prenesti dan njegovega prihoda, kdo bo obstal, ko se prikaže. Zakaj prerok zaostri vprašanje o zmožnosti prenesti Božjo bližino? To vprašanje je v pomenu vsem grešnikom. Greha se je treba zavedati kot krivičnosti do Boga. In zato je treba greh začutiti kot oviro za stik z Bogom, ga obžalovati in si zaželeti očiščenja. V Božji bližini ne sme biti nič pregrešnega. V Božjo bližino spada čisto srce. Človek z očiščenim srcem bo mogel prenesti Božjo bližino. In Malahija potem govori
da je očiščenje seveda bolečina, to očiščenje greha ni tako lahka zadeva in potem izbere takšne primere, da odrešenika primerja livarjevemu ognju, luk pravcev, druga podoba, tretja podoba, topilec srebra, četrta podoba, čistilec srebra. Te podobe so torej uporabljene kot močna čistilna sredstva, ki jih ljudje uporabljajo, in na ta način s temi podobami pokaže, da je očiščenje grešne duše izgorevanje, ki peče, vendar očisti. In celo v tekočini, ko vino, ta ogenj, čistilni ogenj v tekočini, tudi ko vino, ki se že sveti, pravi prerok, da iz nje pobere umazanijo, ki je še v njeni notranjosti, da se potem ta očiščena kovina popolnoma sveti. No, to je podoba, kako Bog nas očiščuje in kako je odrešenik, po katerem ljudstvo hrepeni v Stari zavezi, bo prišel zato, da nas očisti. Ampak to očiščenje bo tudi trpljenje. In prek tega očiščenja bo posegel v našo najglobljo notranjost, da nam bo očistil tudi tiste temne plasti duše, ki se na zunaj ne vidijo. Šele ko so duše resnično očiščene, smejo Gospod darovati daritev v pravičnosti. Torej, prerok pravi, da za darovanje daritve moramo najprej poskrbeti za pravičen odnos do Boga. Taka resnično čista daritev čistih duš je Bogu všeč. V tem je vrnitev k prvotni zamisli človekove daritve Bogu. No in odtod tudi toliko kritike v Svetem pismu zoper klanje in sežiganje živali v templu. Prerok pravi, kdo vam je sploh ukazal to delati? Sej Bog ne zahteva tega, da morate vole klati pa na oltarju sežigati. Vidite, na ta način so bogove častili pogani. To je bilo splošno razširjeno po vsem tem poganskem svetu, da so se Bogu ali pa bogovom zahvaljevali za poljske pridelke, za vse, kar so dobrega prijeli skozi celo leto, s takimi daritvami, da so v tempelj privedli živali, jih zaklali in sežgali. Prerok pa pravi, da Bogu ni za to, da bi naj to delali. Naj nehajo to delati. In naj se zavedajo, da je Bogu všeč post in pokora in molitev, ne pa to zažiganje živali. No, na ta način prerok tudi, tako rekoč, potegne ločnico med pogansko pobožnostjo in pravo pobožnostjo. Odrešenik je tisti, ki nas očisti, da smo v novi zavezi zmožni darovati najčistejšo daritev, sveto mašo, ko darujemo Bogu Očetu samega njegovega Sina Jezusa Kristusa. Ali je Božja pravičnost tisto kot pravna pravičnost? Pogani starega Egipta so enačili Božjo pravičnost pa pravno pravičnost. Zato so v grobovih upodabljali tehtnico, ki sem jo že omenjal.
Verovali so namreč, da boginja Mat, kot boginja pravičnosti in modrosti, po smrti s tehtnico ugotavlja življenjsko bilanco umrlega. Če bo skodelica dobrega, ki ga je storil v življenju, težja, da bo šla navzdol, potem bo ta človek rešen. Če pa bo skodelica zla, torej napolnjena zlom, težja, bo pa pogubljen. Tako so si Egipčani, pogani, predstavljali poslednjo sodbo s to tehtnico. To pogansko gledanje misli, da na vse zadnje človek sam odloči o svoji večni usodi in seveda gotovo tudi pod vplivom poganov so tudi farizeji in pismouki tako premišljevali, kot da človek sam odloča, ali bo zveličan ali pogubljen. Čim več dobrih del si bom nabral, tem bolj sigurno bom zveličan. No in napaka je pa v tem, da je poudarek na človeku samem, kot da mi sami lahko odločimo, ali bomo zveličani ali pogubljeni. Krščansko znanilo pa uči drugače. Nihče se ne bo mogel zveličati zgolj s svojimi dobrimi deli. Naše zveličanje bo v vsakem primeru odvisno od Božjega usmiljenja. Nima tehtnica zadnje besede. Zadnjo besedo ima Bog. Vendar Bog ni enak pravni pravičnosti. Bog je ljubezen. Pri Bogu se pravičnost spremeni v ljubezen. Božja pravičnost je ljubezen. On, ki nas sodi, je bil sam obsojen po krivici, nedolžen obsojen, sam pa nas sodi pravično in usmiljeno. No, v tem je temeljna razlika med poganstvom in krščanstvom, lahko bi rekli tudi med današnjo moderno miselnostjo in krščanstvom. Ker celotna moderna je v to usmerjena, da poudarja človeka, pretirano poudarja človeka in njegovo moč, on bo sam svoj odrešenik. To je temeljna zmota moderne, ki je prinesla 3 ateizme. Gospod je Bog pravice, pravi že prerok Izaija, 700 let pred Jezusovim rojstvom. Če se spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni, pravi Izaija. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Gospod čaka, da vas pomilosti, zato se vzdigne, da se vas usmili, kajti Gospod je Bog pravice, blagor vsem, ki zaupajo vanj. Tako govori Izaija. Božja pravičnost ni menjalna pravičnost, jaz tebi, ti meni, saj Jezus ostro zavrne pravilo zob za zob, oko za oko, pač pa nas Božja pravičnost usmeri k združitvi pravičnosti z usmiljenjem in ljubeznijo vse do vrhunca, ko Jezus pregovori, ljubite svoje sovražnike. To je za ves poganski svet nekaj popolnoma nezaslišanega, ljubiti svoje sovražnike. Ves poganski svet ponavlja, ljubi svoje prijatelje, sovraži svoje sovražnike. No in tudi v Stari zavezi so zapadali v to pogansko napako, Jezus pa to obsodi in poudari, ljubite svoje sovražnike. Kakšna naj bo torej praksa pravičnosti med Bogom in človekom?
Od pradavnine je ta praksa povezana s pojmom zaveza. Kaj je zaveza? Ko je bila preizkušnja s vesoljnim potopom končana in se je začenjalo novo življenje, je Bog po Noetu spregovoril o zavezi, ki jo je treba skleniti med ljudstvom in Bogom. Ljudstvo ima za seboj bridko izkušnjo Božje kazni zaradi neizpolnjevanja Božje volje. V Noetovem času še ni izraelskega naroda, to je še izpred nastanka narodov. Bog se obrača na vse človeštvo. Zavezo hoče skleniti z vsem človeštvom in celo z živalmi. To je prav presenetljivo, da so posebej omenjene tudi živali. Kakor so omenjene tudi pri govorjenju o postu. Živali so se postile skupaj z ljudmi. In živali, torej odnos do živali je prav ganljivo lep v teh starozveznih časih. Živali so tako rekoč v Svetem pismu stare zaveze kar dostojanstvena bitja. Za zavezo je v hebrejskem tekstu Svetega pisma uporabljena beseda berit. Pomeni pogodbo med ljudmi, ki zagotovi urejen medsebojni odnos. Bog pa hoče, da se zagotovijo urejeni odnosi tudi med Bogom in ljudmi. Bog sam da iniciativo za ureditev odnosov za zavezo. Pri Noetovi zavezi še ne gre za obojestransko pogodbo, se pravi, pri Noetovi zavezi se Bog ne pogaja z ljudmi, ampak Bog oznani ljudem, kako je treba živeti, ljudje naj pa ta Božji nauk upoštevajo in s tem tudi Boga častijo. Torej, izvrševanje Božjih naročil je ljubezen do Boga. Življenje po Božjih zapovedih je ljubezen do Boga. To se kar velikokrat ponovi v Svetem pismu. Človekova naloga je, da Božje naročilo v Boga. V tem je Noetova zaveza. Temu načinu zaveze z Bogom lahko rečemo otroška stopnja duhovnega razvoja človeštva, kajti otrokom starši povedo, tako je treba in otrok mora ubogati, ne gre drugače. Kasneje, ko je človeštvo zmožno tudi razumno odgovarjati na Božja naročila, s čimer se sproži dialog med Bogom in človekom in je dogovor sad zrelega, svobodnega, odgovornega sprejetja Božjih naročil, tedaj nastopi zrela doba duhovnega razvoja človeštva. No, in tako stanje je zelo vidno v Jobovi knjigi. Ko beremo Jobovo knjigo, smo kar presenečeni, kako da je Bog tako potrpežljiv s človekom. Da toliko prenese, ker kaj si Job drzne. Če pozorno beremo Jobovo knjigo, bomo videli, da v tem pogovoru z Bogom Job pride do strašnih očitkov Bogu, celo do preklinjanja samega sebe in Boga. Ampak Bog zdrži ob njem, zdrži ta dialog s tem ubogim človekom, ki preklinja, in navsezadnje se v tem človeku zasveti pravo spoznanje. In na koncu dobi celo pohvalo od Boga. Ker ni bil zadrt, Job pri vsem svojem groznem trpljenju ni zapadel v
trmo, v trmasto potopljenost v zlo, ampak je le neprestano bil iskalec. In kot iskalec, seveda, je znova postal Božji prijatelj. No in ta Jobova knjiga, ki je napisana torej kot antična drama, to je prav drama z vlogami, ne? In s posebnimi dramskimi zakonitostmi. Torej, ta drama je čudovito oznanilo tega, kako potrpežljiv je Bog s človekom, zato ker človeka ljubi. In s tem Bog daje zgled nam, kako moramo biti mi potrpežljivi samimi seboj, nikoli obupati nad sočlovekom, ampak ga skozi vse njegove tudi najhujše etape spremljati z ljubeznijo in gotovo bo prišlo potem do dobre, pozitivne rešitve. Za znamenje zaveze z Noetom in človeštvom Bog določi mavrico, ki simbolično povezuje zemljo z nebesi. Božja beseda skozi Noeta govori optimistično, ker obstaja zaveza z Bogom, jo ljudstvo ne bo prelamljalo in ne bo več Božje kazni, kakršna se je izrazila v vesoljnem potopu. Človeštvo pa je spet in spet grešilo in sklepalo nadaljne zaveze z Bogom, vse do nove zaveze, ki je prišla z Božjim Sinom, odrešenikom Jezusom Kristusom. Tako nam oznani, da je Kristus trpel zaradi naših grehov, pravični za krivične. Na to resnico mnogi preveč pozabljajo, namreč, da se zaradi nobenega trpljenja ne moremo upravičeno pritoževati, ker smo kot grešniki vsi krivični, Kristus pa je brez greha, nedolžen in zato pravičen, vendar pretrpi najhujše trpljenje. Kdor od nas hoče hoditi za njim, mora po njegovem zgledu biti pripravljen trpeti za oddaljene od Boga, da bi jih privedel k Bogu. Kaj je pravičnost v novi zavezi? No, sej v bistvu smo že slišali. Evangelij uči, da je pravičnost tista pot, ki bo pripeljala ljudi v nebeško kraljestvo. Pravičnost, pot pravičnosti je pot v nebesa. Toda o tem, ali smo pravični, se lahko motimo. Jezus omenja kot primer take zmote mišljenje pismukov in farizejev. Svojo pravičnost so imeli za popolno, a je bila tako slaba, da ni zadostovala za vstop v nebeško kraljestvo, in je Jezus pregovoril tiste znamenite besede, da bodo nečistnice prej zveličane kot pa oni, pismovki in farizeji. Pretirano so namreč poudarjali lastne zasluge in zato padali v ošabnost. In seveda to drži tudi danes. Tudi za nas to drži, da se moramo predvsem varovati pretirane zagledanosti v lastne zasluge. Torej, sveti Anselm, ki je živel pred 1000 leti, on piše, da vsak naš greh je izredno usodno dejanje, tudi če je majhen. Usodno dejanje zato, ker žali neskončnega Boga. Pravi, še tako majhen greh, če z njim žalim neskončnega Boga, ta greh dobi dimenzijo neskončnega zla. No, in zato pravi, kje je zdaj kakšen človek, ki je zmožen sam to popraviti?
Nobeden ni zmožen sam tega popraviti. Pravi, za najmanjši greh nam samo Bog lahko pomaga, da ga nam izbriše in da nam odpre pot v zveličanje. Jezus opozarja na grešni proces, ki lahko vodi na vse zadnje do najhujše stopnje greha. Za primer vzame prešuštvovanje. Velik greh ni šele izvršeno prešuštvovanje, ampak že tisti pošiljivi pogled na sočloveka, ki vsebuje namen prešuštvovati s to osebo. Jezus nam tudi naroča, sploh ne prisegajte. Dovolj je reči da ali ne, kar je večje od hudega. Nažalost, človeštvo bolj malo uboga, tudi kristjani skozi zgodovino, premalo ubogamo to Jezusovo naročilo. Koliko priseg, krivih priseg je že po sodiščih zakrivilo nedolžne obsodbe ljudi. Vidite, najboljš bi bilo, da res sploh ne bi prisegali, kot Jezus naroča. Zakaj bo imel uspeh Gospodov služabnik, o katerem govori prerok Izaija, kot podobo bodočega Mesija, odrešenika sveta? S kakšno močjo se bo po skrajnem ponižanju zavrženosti povzdignil in bo silno vzvišen? To se bo zgodilo z Božjo močjo, kajti sam Bog tolaži Božjega služabnika, ki skrajno trpi. Torej, Izaija ima 700 let pred Kristusom vizijo trpečega Kristusa. In zanimivo, da vidi določene podatke o Jezusovih mukah, trpljenju, tako kot so se res zgodile. Torej 700 let prej je videl vnaprej, kaj se bo dogajalo z odrešenikom sveta. Sramotnemu zaničevanju, poniževanju, trpinčenju bo sledilo slavno poveličanje. Ni imel podobe, ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi se ga želeli gledati. Vidimo, kako natančno je Izaija vnaprej videl podobo trpečega Kristusa. Njegov obraz, kako je zmaličen. Videl je podrobnosti njegovega mučeništva, grozote mučenja. Ljudje niso mogli gledati in so si zakrivali obraz. Trpeči Božji služabnik Kristus nosi naše bolezni, naše bolečine, pogosto se krivični izmaknejo kazni in ta po krivici pade na pravičnega. Božji služabnik Kristus pa sam prostovoljno sprejme nase kazen namesto vseh ljudi. Ko jo iztrpi v ljubezni za ljudi, se vsem pokaže, da je ta drža rešilna za vse. Torej naj se mu pridružimo. Zato pravi, da naj vsak dan vzamemo svoj križ na svoje rame in hodimo za njim. Po njegovih ranah smo ozdravljeni, pravi Izaija, ker je z nami, z našim trpljenjem solidaren in z ljubeznijo trpi za nas. Krivdo nas vseh more nositi samo Bog. Med mučenjem ni odprl svojih ust, pravi že Izaija. Tudi evangeljsko poročilo pokaže, da Jezus med križem potom ves čas molči. Z izvajalci brutalnega nasilja se ni kaj pogovarjati. Umrl je med razbojnikoma za prestopke človeštva in že Izaija dobro ve, da bo imel grob med krivičneži in bo dal svoje življenje v daritev za grehe.
Kristus utira med ljudmi pot Božji volji. Božje spoznanje širi med ljudi, prištet med prestopnike, prosi očeta za prestopnike. Ta vnaprejšnji opis Kristusa 700 let prej pri Izaiju je kakor uvod v opis Kristusa, velikega duhovnika, o katerem beremo v pismu Hebrejcem 4. poglavje. Jezus, Božji sin, je veličastni veliki duhovnik, ki sočustvuje z nami v naših slabostih. Preizkušen je z nami v vsem razen v grehu. Za nas je daroval molitve in prošnje z močnim vpitjem in solzami. Čeprav je bil sin, je bil hkrati pravi človek, zato se je tako kot mi prek trpljenja učil poslušnosti in dosegel popolnost. Vsem poslušnim je počelo večnega odrešenja kot veliki in večni duhovnik. Torej, če se še enkrat spomnimo na naš naslov, pravičnost povzdignjena v ljubezen, ob tej podobi Kristusa, ki ga Izaija vidi že 700 let prej in ki ga poznamo potem iz uresničenja v Evangeliju, vidimo, kako je pravičnost postala ljubezen. V odpuščanju. In v odpuščanju, takem odpuščanju, da sprejema trpljenje za nas. No, in to je resničnost, iz katere kristjani živimo, in če živimo iz te skrivnosti, bomo veliko manj trpeli, kot pa vsi tisti, ki se te skrivnosti otepajo, ki bežijo pred njo. Torej, to je največja modrost življenja, kajti smisel trpljenja je smisel življenja. Če nekdo ne vidi smisla trpljenja, potem ne bo videl smisla življenja. Kdor v trpljenju nikakor ne more odkriti smisla, bo omagal v obupu, če bo zares trpel. To je, bi lahko rekli, najbolj aktualno področje našega življenja, kjer stojimo ali pademo. No, naj za zaključek povem en dogodek iz svojega duhovniškega življenja. Bil sem še zelo mlad kaplan, ko sem zvedel za človeka, ki ni hodil v cerkev, od poroke naprej ni hodil v cerkev, torej kakšnih 40 let že ni hodil v cerkev. Zdaj je pa ležal v bolnici Petra Držaja v takem stanju, da je samo kričal. In zaradi tega kričanja so ga osamili v posebno sobo. Meni je nek človek povedal za to, kaj se v tej bolnici dogaja, in bil je seveda iz tiste župnije, kjer sem jaz deloval. In čeprav me nihče prosil, sem se čutil dolžnega, da stopim z njim v stik. No, in potem sem šel k njim domov in sem prosil ženo, da naj napiše na en papir, da ona želi, da ga obiščem, ker je komunistični režim zahteval od duhovnikov, da ne smemo nobenega bolnika v bolnici obiskati, če nimamo dovoljenja od njegovih domačih, pismenega dovoljenja
od domačih. No, ta žena se je zelo branila, da bi mi to napisala, ampak ker nisem ustal pa šel, je pa na vse zadnje le napisala. In potem sem prišel v bolnico, seveda že vratar me je hotel žejnega odposlati domov, ampak se nisem pustil, ker sem imel ta papir v rokah in sem pol dejansko prišel do tega bolnika in sem videl, kako strahotno je bil izmučen in jaz pa mlad duhovnik, še nikoli nisem zares trpel in sem mu kar naravnost rekel: Gospod, jaz vidim, da tako trpite, da jaz daleč vam ne morem iz svoje izkušnje nič povedati, ker sem premlad in zdaleč nisem nikoli kaj takega trpel, kot vidim, da vi trpite. Ampak lahko vam pa povem kaj iz izkušnje tistega, ki je neskončno bolj trpel kot vi. Potem sem mu pa začel govoriti o Jezusu v vrtu Getsemani. Kako poti krvavi pot. Torej, dogaja se z njim nekaj, kar se z nobenim drugim človekom nikjer ne dogaja. Nikjer še nismo slišali, da bi kdo, ne da bi bil kaj ranjen, začel potiti krvavi pot, da bi mu skozi kožo tekla kri. In to je znamenje, da je bilo Jezusovo trpljenje nadčloveško strašno. Torej, hujše, kot smo ga ljudje zmožni. In seveda, pol se oziramo naprej. Torej, Jezus moli v tem trpljenju: Oče, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Očetova volja je pa bila, da odreši človeštvo, da vzame naše trpljenje nase, da namesto nas trpi, zato da bi nas odrešil. In on to svobodno sprejme. No in potem sem jaz temu možu tako rekel: poglejte, vi lahko se Jezusu v tem trpljenju pridružite. Dajte darovati vaše trpljenje za vaše domače, za otroke, ki jih niste krščansko vzgajali, za ženo, za vso družino, ko niste pač v cerkev hodili. Skušajte in za pokoro recite Bogu, za pokoro darujem to svoje trpljenje, za svojo družino, zato da bi se vsi skupaj zveličali, da bi prišli v nebesa. No, in ko sem mu to govoril, me je poslušal. Ni več kričal, poslušal je in je bil pripravljen potem tudi se spovedati, življenjsko spoved opraviti. In je prejel potem tudi sveto obhajilo, sveto maziljenje in apostolski blagoslov v smrtni uri. In je bil čisto umirjen. Čez 3 dni je pa umrl in je potem žena prišla v župnišče to povedati in se ni mogla nehati zahvaljevati. Je rekla: jaz sem vas hotela odsloviti, vi ste pa vztrajali. Prav zdaj so mi pa v bolnici povedali, da po vašem odhodu ni niti enkrat več zakričal. No, s tem je pa vsej svoji okolici oznanjal, kaj je Bog storil zdaj v njegovem življenju, v teh poslednjih dneh. In to je bilo veliko oznanilo za zdravnike in za sestre, ki so to od blizu poznale. No in potem za domače tudi, za družino, za ženo, za otroke in za sosede, za okolico. To je bilo pravo pričevanje. In vsi seveda smo vedeli, Bog je v njem to storil. To je
dogodek, v katerem vidimo učinek Jezusovega odrešenja človeštva.